Obe slikarki umetnost spremlja že od malih nog. Urška Korun se je že zelo zgodaj zavedla svoje ljubezni do slikanja. V bistvu že od mladih nog sem skozi raziskovala te umetnosti, zvrsti razne tehnike, in skozi mi je bila ta umetniška žilica nekako vodilo, da še raziskujem, da še naprej ustvarjam. In sedaj na Gradu Sevnica sem dobila tudi možnost, da skupaj z Ireno prekažemo svoje dela javnosti. Tudi Irena Ameršak pove, da je bilo slikanje vedno del njenega življenja. Iz osnovne šole tam sem že ugotovila, da mi to leži. In sem razne te znane igralce sem portretirala, poskušala čim bolj lepo jih podobno narediti. Pa naprej, sem nekaj bolj zares sem začela, ko sem šla za sebe v svoje stanovanje. Takrat sem imela tudi več časa. Da so takrat nekje 91. nastale neke prve slike, potem sem se začela ukvarjati tudi z novoletnimi voščilnicami. In te so prišle pa v roke na JSKD, se pravi, takrat je bil še Albert Felicijan. In on mi je takrat dal to spodbudo, če hočem, da mi plačajo večerne šole. Tako da sem 99. prvič šla ravno tu v Krškem na večerno šolo slikanja z Zoglem. Mentorica je bila Apolonija Simon. Tam sem dobila tiste prve pol osnove, ki sem vedela, da mi manjka, ker sem bolj samouk. Potem pa naprej, še naslednje leto tudi bil Todorča Atanasov spet en mentor. Pa tako naprej in z leti sem tudi sama pridobivala na tem, do česar sem zdaj prišla. Mi je pa to užitek, tudi za dušo bolj kot ne. Tudi Urška Korun je začela kot samouk, kasneje pa se je začela tudi izobraževati v slikarski smeri. Veliki del sem se naučila kot samouk, kot sem že rekla, v bistvu od malih nog že sama raziskujem različne tehnike, gledam svet, opazujem tudi recimo ustvarjanje drugih umetnikov, ki so mi blizu. Sem se pa tudi udeležila raznih tečajev ali pa delavnic ustvarjanja, in sicer pri slikarki in pa pedagoginji Nives Palmič sem se udeležila slikarskega tečaja. Drugače pa načeloma sem se pa v bistvu sama naučila. Za Urško Korun je umetnost pomemben način izražanja svojega notranjega doživljanja. To je neka srčna, neka moja dušna plat, kjer moje res srce poleti, kjer se lahko res izrazim na področjih, kjer se mogoče drugje ne morem. Tako da za mojo dušo veliko pomeni. Za razstavo sta slikarki izbrali različno motiviko, od realističnih krajin, portretov pa do pobega v abstrakcijo. Irena Ameršak pravi, da je njen navdih večinoma narava. Itak imam rada naravo, živali, to je moj svet, pa moja duša. Jaz nekaj vidim, nekaj me pritegne, pa si rečem, tole bi bilo pa fajn, da bi spravila na platen, da to ostane za zmeraj. Pa če se da čim bolj, da lahko še boljš naredim, kakor je v resnici. In to je to, da sem pa zadovoljna s tistim delom, kakor naredim. Dela so nastajala v daljšem obdobju in skozi njih lahko opazujemo stilski razvoj posamezne umetnice. Obdobje traja, recimo, te slike, ki so zajete tukaj, so od približno 2008 pa do ta zadnja, ko je za nama, je ta zadnja 2013. In tu predstavljajo različna tudi obdobja mojega ustvarjanja, mojega življenja. Nekatere slike so bolj realistično obarvane, nekatere pa so čisto izraz moje introspekcije, moje notranjosti. Vsak človek se mi zdi, da ima dvojni način doživljanja življenja. Se pravi, skozi svet, ki ga vidi, ki ga doživlja s petimi čutili, in pa skozi svet, ki se ga ne vidi, ampak vseeno obstaja. Se pravi, obstaja v mislih, v čustvih, v nekem notranjem doživljanju. In zdelo se mi v mojem ustvarjanju najbolj naravno, da v bistvu ta dva svetova združim v en tak celoten svet, saj tudi v življenju se vedno ta svetova pokrivata. Zato tega so nekatere slike v bistvu realistične, ampak z dodatkom, se pravi, tega notranjega ustvarjanja. Ker tudi življenje lahko so, recimo, te slike, ki so realistične, so lahko prikazane zelo lepo, lahko pa so tudi tiste slike, ki so že prepletene s tem notranjim doživljanjem, tudi lahko zelo lepe. In zakaj ne bi to tudi prikazala, da ne ostane samo v mislih.
Na razstavi si lahko ogledamo tudi mandale, posebno obliko slikarske umetnosti, ki je bolj poznana na vzhodu. To so energijske krožne slike, ki odsevajo, se pravi, neka meditativna stanja ali pa določen namen, za katerega so narejene, se pravi, ali resnica, se pravi, ali brezpogojna ljubezen. In skozi ta občutek ustvarjanja sem tudi prelila v bistvu na papir ali pa na platno ta koncept, ta občutek, naprimer brezpogojne ljubezni. Večina razstavljenih del je nastalih z akrilnimi barvami, ki so, kot pravita avtorici, najbolj priročne za uporabo. Akrili se hitro posušijo in ker ustvarjam bolj kot ne v interjeru, se pravi v notranjosti, je to zelo praktično. Medtem oljne barve se sušijo dalj časa in pa tudi spuščajo močnejše vonjave, zato so oljne barve primernejše za ustvarjanje zunaj. Zato zaenkrat kar na akrilih, se pa že poigravam tudi z oljnimi barvami. Zadnje čase sem bolj na akril, prej sem s svinčnikom, ogle pa tako, ampak akril mi trenutno najbolj leži tudi, ker imam majhno stanovanje, se pravi z oljnatimi barvami se ne bi mogla s tem, ker nimaš kam odlagati, ker se slike dlje časa sušijo, to je pa bolj na krajši postopek tega, tako da mi to bolj odgovarja. Tokratna razstava ni njuna prva, saj sta obe avtorici že razstavljali, tako samostojno kot tudi na skupinskih razstavah. Imela sem že kar nekaj manjših razstav, in sicer v Brežicah, v Krškem. Imeli smo tudi skupinsko razstavo s tem študijsko skupino slikarsko v Ljubljani, v knjižnici Fužinah, kjer sem tudi organizirala svojo prvo samostojno razstavo, se pravi v Ljubljani. In to je v bistvu moja druga, tako malo večja razstava. To je nekje moja tretja, samostojna tako, vmes. Prva je bila 2003 na Sevniškem gradu, samostojna. 2005 smo imela pa skupaj z očetom, on dela pa iz vinske trte, razne, od stolov do svečnikov pa tako naprej. Tam sem imela jaz slike, on to. Pa zdaj je pa ta, kakor je nagrado. Pa v Žužemberku sem imela tudi 2006 samostojno razstavo. Pa mislim, to, kar sem imela, sva selila pa tudi na Razbor z očetom skupaj. Pa sodelovala sem na posavskih, na skupinskih razstavah, od Brežic, Sevnica, Medomočna, Črnomelj, ne bom se vseh spomnila, kar nekaj jih je bilo. Razstava Mavrični svet barv Urške Korun in Irene Ameršak bo na gradu Sevnica na ogled do 19. maja.